Je bilo redu, tako še ne smo. Fino. Še kar tekoče govorimo, ne? Ja, še. Veš, ker je čisto senka, itak so v zadnji, tiska jih slika je pa tle. Ja, mene je Katarina Rušička tako naučila, da sem tako šla pod ta velik šotor pogledati, kako se mladi učijo leteti kite. Jaz mislim, da mi sploh ne bi šlo, oni pa gledajo za super dobri tem. Tukaj so Petja, Ula, Patricija, z osnovne šole Ročica in Milka Breznik, demonstratorka, ki predaja znanje. Pa bomo najprej s tega Breznika vprašali, je tole težko, kar delate? Težko ni, ampak treba se je pa naučiti. Mislim, meni ni težko, ko sem navajena, vidim pa, da se otroci trudijo, da sploh vratajo, ampak so te punčke zelo priplejeni izgled, moram reči. Kje ste pa vi naučili? Ja, to smo delali, pač takrat, ko sem bila jaz otrok, stara 5 let sem se naučila, pa tam do 10 leta na ne, ko so še kite odkupovali, potem so pa to fabriko začeli uvažati s Kitajske. To se je pomojilo. Koliko časa pa potrebujemo, da ste tega naučili? Najbrž ne gre zelo dolgo, ne? Punčke so se že naučile, 1 uro resmo. Punčke so se že naučile, malo jih še mafra, ampak jim kar gre. In ko bojo naredile to kitke, da bojo imeli zdaj za pesnico, bomo prosili, da bojo gospa Jože zašila. A to že imate letošnjo slamo? Ne, to je talanska šala, leta še zori. Misli, tako zeleno? To sem pa včeraj nabrala v manj. Moraš biti močen potem. Ula, kako pa se ti počutiš pri te dejavnosti, ti gre ali je težko? Si se ti sama odločila, da boš tole soboto tukaj preživela? Zakaj te zanimajo te veščine, te zanimajo slamniki, imaš tudi doma kakšen slamnik? Ja, imaš doma slamnik ali tudi sama kaj izdeluješ slame? Mogoče, če slame. Pa se ti zdi, da je to težko, boš poskusila tudi še kaj več, ne samo te kite, boš na kakšen slučaj šla rada v prihodnosti? Mogoče. Pa imamo še Patricijo, kako gre Patricija, si zadovoljna s svojim delom? Pa je težko? Na kaj pa moraš paziti, ko delaš tole kito? Se premočno nas zateguješ. Aha, da močno ne zateguješ. Kaj pa nastajaš? Gre za pesnico? Ja. Pa jo boš tudi nosila? Potem se pa že moramo naučiti, smo že dolgo časa. Tako najlepša hvala našim sogovornicam, Patriciji, za sogovornice, da je lepo posnete, da bi potem gledala, kakšna pesnica bo nastala. Velja? Lepo posnete. Tukaj se predstavlja tudi center za mlade, skrbi za to delovanje z otrokom, za bodočas. Neža, kaj pripravlja center za mlade, tukaj za mlade, za otroke. Imate kar nekaj stvari pripravljeni za njih, ne? Z mladimi lahko tudi sestavljate neke sestavljanje, so kar take izjemne, tako da kadite se zelo podaši, pa se lahko malo velička. Das vidos, moj jezičko, so pa še prostovoljci iz tujine, ki se nam izmenjali in če lahko to odprli diskusijo v zabavnih igrah, boste narali goste. Ja, zelo prijazni in
mogoče lahko probate kako so iz Poljske, Italije, Španije, Francije, skratka, kar cela Evropa. Torej ne le angleščina, če kdo drug zna kakšen še jezik, lahko tudi prisluhne. Jaz sem še zadnje vprašanje, pa tudi mlada, sestaviti to sestavljamo vsaj prvi teden nekaj dela z njo. Ja, to je pa timski duh, pa pomagati si en drugemu, in potem se pa tako sestaviti, ampak če pa nismo se skupili, pa imamo več stvari za delati, Vabljeni, da se še sestavljamo sestavljamo, lahko nekaj malo in na prvi nekaj ne preveč enostavno. Da vam ne bo to Mi boš povedal to? Mi boš povedal, kako si naredil ta magnet? Povedati je, ne? Ja, jaz še kar ostajam tu, če dobro je gremo domov, pravi kotiček za mlade in otroke, da lahko ustvarjalno preživijo okoli današnje slavke, kar so soboto. Družbo bomo imeli spet novi sogovorniki, Grin je z nami, njihova maskota. Evo, Grin je že kaj vroče, glede na to, da si kar dobro oblečen. Aha, Kila? Ja. A pa boš držal do konca? Bo, evo, da zgleda svežil se bolje na vročo soboto, kako pa preživljate soboto v Vine, bomo izvedeli tudi zdaj, ali si že kar nekaj naredil na tej stolnici, ne? Kaj si delal? Kako pa si jih izdelal? Kaj vse si potreboval? Pokrovček, nalepko, nagled pa kartonček. Je šlo ali ti je delala težave? Šlo. Kdo pa ti je pomagal? Bi ti to znal sam ali si potreboval pomoč gospe Jelene? Vsekakor. Pa se ti vedno zdelo, da lahko temi pokrovčki nastane nekaj tako lepega in uporabnega. Ponovadi nismo pokrovček, če ga vržemo stran, ne pa se nekaj lepega izdelanega. Ja. Še za sestrico. Še za sestrico? Kako pa ime tvoje sestrice? In kje si pa tam na malini prislonjen? A boš zdaj mogoče vsakič, ko boš odbil kakšno plastenko, pomislil, kaj boš naredil s tem zamaškom, kam ga boš obrnil in tudi doma kaj izdelal? Ja. Gospa Jelena, kako potekajo te delavnice tukaj, kaj želite otrokom povedati, kaj predati preko teh ustvarjalnih delavnic? Naša misija je nasplošno ozaveščanje o ločevanju odpadkov, ohranjanju čistega okolja. Mi je ves navdušen nad otroki, nad njihovim znanjem, nad njihovo voljo za spoznavanje te tematike. In pravzaprav preko igre, preko zabavnih vsebin predstav, v bistvu kaj lahko naredimo z odpadnim materialom, da to dejansko ni samo odpadni material, ampak nastanejo iz njega prav lepe, uporabne, zabavne in igre in zadeve, da so otroci zadovoljni in v bistvu dejavno za cele družine. Dobite kakšne odzive z družin, mladih, da potem se tudi doma lotijo česa takega? Seveda, da dobijo cel kup enih idej ali pa jih pač spet ponovno uporabijo te zamisli, ki so jih dobili. Ali pa čisto tako, v bistvu osnova za nove kreacije, nove zamisli. Da smo zelo veseli, v bistvu in odziva in vedno znova se vračajo radi k nam. Grin je pač to popularno in radi se čujejo in z njimi družijo. Jelena, najlepša hvala, torej stolnica Prunke, kjer lahko mladi naredijo čisto svoje magnetek ali pa pobarajo Grinija. Lepo se že imejte danes, hvala Damire. Hvala, enako. Evo, nadaljujemo naprej. Vidmar, to je vodnica po ogledu mesta, po slavnih
slamikarski dediščini v teh krajih, lepo pozdravljeni. Dober dan vsem, ki sem rojena Domžalčanka, ki se je po dolgih letih vrnila v Domžale. Do dolga leta, ko sem stanovala tukaj, sem mislila, da ni nič zanimivega v Domžalah. Hodila sem mimo Plečnika, mimo Toka, Čudnih Domžal, Alko, vse to je bilo še takrat aktivno. Tako da bi vas z veseljem povabila, da z mano skupaj odkrivate dediščino slamikarskih tovarn. Zelo zanimivo. Zvedeli boste, zakaj se naselje Krizant imenuje Krizant, zakaj stoji tam dimnik pri Mercatorju, zakaj Toko in ne slamikarska, kaj se je dogajalo s slamikarstvom. Vabim vas, da se ob 10 zberemo v domu in za eno uro skupaj hodimo po mestu. Najlepša hvala, Danica Vidmar. Torej vsi, ki ste zainteresirani, zbor je ob 10 pred muzejem. Jaz bi šla, pa ne morem, tako da kdaj drugič. Zdaj pa se moramo vrniti že k našemu kulturnemu programu, tako da čez nekaj minut se spet srečamo na paviljonu. To mi je, da imaš fundirat v knjižnici. Kakšno tema v kočih, mislim, starši, starši in otroci. In ta povezava in odnosi in bo vas veseljem prišla. Ja, pa še reč na moje frendice bom povedala. Zelo pomembno, ker so vse babice moje lipice. From the place, come on with a ring and a smile on my face. I'm going down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the Ostanete tuš, namazan s črničem, ostan na sonce. To je vse, kar lepo. Dobili res tiste barve, ki jih ima dokler je poln soka. Ker poli malo izgubite, Ti od 30 do 50 evrov so, tale je 40, no, da gledate. Non stebe. To je tudi sprava z nami. Ja. Že leto z nami gospod Marjan Vodnik iz Domžal, lepo pozdravljeni. Dobar dan. Predstavljate se s svojimi lesenimi kipi, velikimi, prav posebnimi, pa me zanima, koliko časa že izdelujete lesene kipe in zakaj ste se tega sploh lotili? To sem začel kot otrok, najprej z nožkom, potem pa s prvim letom. In to je bil beg. Jaz sem bil malo poseben že kot otrok in so bolj verni, te ne imajo, živo bilo narav. In zame je bil drevo edin živ organizem, ki raste iz zemlje v nebo. Ne rab nobene energije za prezadetje. Vsi ostali, vse ostala živa bitja uničujejo svoje sebe ali pa druge. Od človeka naprej nazaj. Edin drevo ima to in zame je drevo že od otroka izreden vir energije. Po drevesi sem se dobro počutil in to je bil zame vrste počitek, če sem začel plesati. V teh letih mi žena prav,
čim starije, tem več počiva. Je pa dejansko to, da hribi izleti po času idejo, ker noge niso več sigurne. Drugače je bil samohodec in danes občudujem ljudi, da hodijo v kolonah v hribe. Zame je bil užitek, da sem nekje v naravi sam. No, potem leta 2000 so me najprej povabili, da bi prišel med ljudi s tem plesanjem, če bi hotel kaj pokazati, in sem 19 let utrzinil oči svoje. Namreč zame je bilo zelo važno, da gre to znanje naprej. Moj stric je bil podobar takratni in on je delal, kdor je na Brezjah videl tisti, Marija pomagal okvirti s tem delom mojega strica in da so tudi trije moji misli zraven. Ker kada sem k njemu prišel in rekel kot letki zdaj, ampak začni. No, zdaj pa mi je največ v življenju prinesel to, da me kličejo ljudje in me prosijo, če bi lahko pripeljali še kos debla, drevesa, ki so ga morali posekati, zato, da bi vedeli, da to drevo še kaj še živi. In to mi je nekaj v življenju največ, da se je ohranila še ta miselnost naših prednikov v odnosu do drevesa. Drevo zame je izreden vir energije in sporočilnosti. Drevesa nas evidentirajo, če govorimo, in ta sporočila so izredna. Recimo sem klesal v grem, ki je bil star preko 400 let in sem gotovo, da ne morem nesproščene ga izraza sklesati v tistem deblu. In se šele bolj razvijeta zvedel, da je to drevo raslo nasprot lokacije pobojev. Tako da Drevesa pomnijo. Drevesa pomnijo in spremljajo. Z katerega lesa pa najraje izdelujete? Klesani pa si okrog 70 let različnih so, da bi imel neko, zame najlepši les je mandil, ta avtohton mandil, ki je cepljen, ki so izredne barve, ki mislim še nekaj ljudi zasedil. So pa izredno lepa tudi drevesa starih jablon, zdaj odmirajo ta stoletna naša stara drevesa. Vam doma na vrtu teče in vsako leto kakšna veja odmre in tako se poslavljajo kot ljudje. Običajno drevo odmre v notranjosti, hrano še dobiva, tako da krošnja preveč raste in ponavadi so pol neurja krijo, da se ta drevesa podrejo, tako kot ljudje, poprosim. Edina prilika sem imel, da je bilo življenje zaključeno drugač. Razstavljal sem na Blejskem otoku, so mi ponudili en kos debla lipe, ki je odmrla in se jo morali posekati. Stala je to preko 100 let in doma sem gotovo, da je pa to drevo odmrlo, ker ni dobivalo hrane. Ta prehranjevalni del debla je odmrl, sredinila pa popolnoma zdrava in ko sem klesal, sem gotovo, da je drevo odmrlo od lakote. Otok je skala in zemlja je relativno mali in vse življenje je drevo stradal dejansko. In je tudi sestava lesa popolnoma drugačna bila kot pa v malih lipavih drevesih, pri katerem recimo danes plešem. In plešete bukovlišče, če se ne motim, kaj kažete, kako lahko vidijo ljudje, ko pridejo do vaše stolnice? Najraje plešem tako, da rečem, kaj mi bo pa to deblo povedalo. In
Kadar je pa pač ena ideja tako močna, da jo moram izraziti, pa pač izrazim. Se pravi, moje klesanje je dejansko počitek, moj delo. Sprašujejo me, koliko časa določena stvar nastaja, vedno plešem 3-4 stvari vzporedno, ker je v lesu v deblu treba najprej te energije sprostiti, ker napetosti so izredno velike in moraš vedeti, kako je treba sklesati, da ti ne razpoka deblo. Marjan Vodnik, najlepša hvala za tale pogovor in lepo se imejte danes na Samnikovskem sejmu. Sem že lansko leto bil povabljen, da pridem, ampak sem nažalost v Kamniku, ko se moji učenci danes klešejo, pa sem rekel, no, bom pa kaj spet doma. Ker drugače sem pa sam v lanskem letu bil na 46 lokacijah vedno let z razstavami in predstavitvami, pa veste, kako je. Zelo zasedeni torej, ne? Tako lepo se imejte, zdaj pa bomo pogledali na uro in ugotovili, ali je že pripravljena banda Ciprusca. Mene popasa, pa lahko za nas slikate. Ne, on je rekel tako. Prava si No, preden pa se spet prepustimo glas, bi še obvestilo za vse tiste, ki bi se želeli peljati po mestu s Kronsko vprego. Furman vas čaka tamle za otokom športa in frizerje. Pogoj tistih, ki se želijo malo peljati s to kočijo, pa je, da ima vsaj eden od potnikov na glavi slamnik. Tako da tisti, ki to želite, torej tale na cesto pojdite in ga najdete in lahko greste na eno kratko vožnjo sprehod po mestu. Potratni, a ne? Mi pa zdaj tole za okvir, pa štirkalno, ja, to je umetnost. Že tole, takole imam jaz podobno, ena kolegica moja ima tole mi je dala enkrat za darilo, zaradi mene krasen. Veste, kaj imam, jaz imam pa en top, ki tle spride iz tih blesniček. In se mi je zdaj en tist, a jaz tekma takole tiste, no, kako se reče, se mi je utrdil. In ne študiram, da bi rekel, kako bi to popravil. A veste, takole ima, rekla, eto, blesnička včasih, iz zanine bleti, ampak vse, ki si prerašujem. Energetica, ne? Preko denarja.
Nekaj me zanima, a morate ti biti, kaj delate? Ne, tako resno pa tudi. Ne smemo govoriti, slikajo. Da bi mogla ti eno za 5 zraven. Malo pa morate. To bo še do finale. Nije tako napisano, jer to pa je to komplet, slika komplet, pa je če kupiš eno, Dobro ste še, ker ste vse. tisto kuči. Zdravljivo, to sem res poslušal. Ja, sam delam, pa več kot delam. Naš ima zelo gasko. Včeraj sem začel delati do 11. Če hodiš zdaj? Sem si zraven prinesel. Ja, še. Takle, da je tata, bi rekel, pred zadnja faza. Da še imam vse tole obrusiti. Tole še malo noter je že. Tole imam z rolci papirja, pa takle. Ma pa one jezičke, pa tako još. Z tem imam jih celo vrečko zraven, smisel da brusi, pa sem ljub. Ja. Nekaj sem rekel, da te moram vprašati. Da imam tam malo. Zdaj, ko mašinsko reško.
Da bi šel, kako je ponaša neki živali. Slike nareda, pa motilca so zraven. Uno je zapisnica, eno zivka. Kanela. Mislim, da je novo zapisnica. Eno troka, nisi videla. Tisto je kuca sama sina zapisala. Ne, no, snila ti tle. Ne, čutka, res, bom še eno naredila. Ne, fajn je, da imaš kakšno. Ti bom naredila. Isto si se gnojila. Ne može mi izvajati. Vidiš kak je mrak. A ne boli? Znači kad bi tu stala i vamo slikala, ne znam da li bi bilo. Nisam očko skidala. Što? Perajev. Od Peraeva. Vidio da imam svako to je... Ništa. Ili babi. Dobio mi smora. Znači to tamo. I ja. Iglu. Evo, ovako. Išću ovako. Evo. A nisi se gnojila? Nije. Da se zagnojila, to bi izašlo lakše. Doći potom sam se gnojila. Ja uzim ako stišni. Odnesite ti bracu da vas uslikam na krevetu. Nemo ja sad sunce grije ovo, da li će me jebati sunce? Bibe legla na krevetu. Čuo sam. Ja se slikala s onim bohocima što uvijek. Sa bohocima? Da, i sedim i s drugim i se zajedno. Ti sliša,
Može biti za ovoga voće, možete imati kao ukras, bilo šta da unutra stavite, a i kuk se ne neće dizati. Prihajate iz Lukovice, svoj program pa ste naslovili Domek. Imate izdelke iz lesa, zelo lepo pobarvano, to je najbrž vaša strast, vaše delo, vaš hobi. Kako se vse skupaj začelo? Začelo se je s stolčki starimi doma in pručkami. Najprej sem jih pobarvala za doma, potem pa so moji prijatelji, prijateljice vsi želeli imeti te pručke pa stolčke in potem sem začela to še za njih. Potem pa so še od njih prijatelji pa prijatelji. Potem pa sem si rekla, glede na to, da je pred leti prišlo v naše domove ogromno plastike, plastičnih stolčkov, da to pa res ni, ker čez nekaj časa so vse na kosovcu in sem rekla, stolčki, štokadi, pručke, to je pri nas od nekdaj in naj pride nazaj v naše domove. Saj to niso samo za majhne, to je za velike, starejše, vedno nam pridejo prav in glede na to, da bi bile všečne, so tudi zelo lepo poslikane, uporabne za otroke in odrasle.
Poleg stolčkov sem potem tudi uporabila še materijale, ki jih nabereš na sprehodu, kamenčke, oprane paličice in iz njih sestavila slike ptičkov in drugih hiš. Vse je v takih živih barvah, imate radi barvno življenje, barva vam to prinaša veselje, sonce. Seveda, barve so življenje. Koliko dela pa vse to vključuje in koliko natančnosti predvsem, se lahko zmotite? Ja, dela je res veliko. Vsaka pručka je ročno narisana, poslikana, tako da dve nista iste, vsaka je unikat, vsaka je svoja zgodba. Ko začnem risati, delam postopoma, osnovna barva, slika, detajli, potem pa se suši, potem pa še kratka, tanka plast laka, zato da slikava ostane trajna. Kako pa izberete motive za poslikave? Dobite navdih, mogoče imate kakšno predlogo? Vedno si pripravim predloge, rada imam motive, ki so prijetne otrokom, kar pomeni, da so slike vesele. Da ko pogledaš slike, imaš že v glavi zgodbo. Najlepša hvala, Mojca Novak, in lepo se imejte danes. Hvala lepa. Kaj sem te hotel vprašati? Fran Masel Podlimbarski iz Krašnje, gospa Draga Gril, kar precej ljudi se takole menjava ob vaši stolnici. Kaj prikazujete tu? Prikazujemo pletenje krit na 7 slam, pa na 4, pa kako se izdelujejo narejene slamnike, pa te slamnati sekari, pa take drobne stvari še vmes. Ali svoje znanje predajate tudi mlajšim generacijam? Je v Krašnji zanimanje za to? Ja, je, ker imamo tudi v šoli, so te tehnični dnevi in tudi takrat otroke učimo brez kite, pa so kar nadarjeni. Zdaj tukaj predstavljate nekaj izdelkov, katerega je vam osebno najljubše delati ali pa imate najraje? Ja, prvo je treba kito splet, ko se pa lahko da slamnik narediti. Ena gospa nam jih zašije, ker se mi te rašivamo, tako da nimamo take proizvodne masovne ali pa da bi na veliko prodajali, tako da ne. Več ali manj imamo bolj za prikaz, kako to izgleda, pa gremo to včasih. Torej slamnik, kaj pa pekari in kakšne posodice, s čim je več dela? Ja, največ je slamnika, ki je največji, ne. Po so pa kar ostane, kite se pa kakšne posodice naredijo še zraven, pa kakšne vazice, pa take stvari. Kje pa dobite slamo? Včasih so jih v kmetih, kako je danes? Tudi danes moramo dobiti, naprimer, kmeta, ki je pripravljen, da nam tako slamo za požet, ker moramo to vse ročno srbam požet. Pol je treba to klasje stran, da imam to nekim ostane, pa moramo pa to še zvoleči, prebrati vse, da imamo lepo slamo. Pol je treba pa še očistiti, tako je ta kolegica, ki ima te slame, pa te, da se to pol pride do take slame, da se lahko plede. Torej, hude predpriprave že pred samim pletenjem. Ja, zelo hude, pa tudi zelo vroče je takrat, ko moramo žeti. In tudi danes je vroče, upam, da najdete kakšen kos sence tudi zase, sicer pa kmalu nas bodo hladili tudi godbeniki iz Domžal. Gospa Draga Gril, najlepša hvala za tale pogovor in upam, da ne bo prevroče danes. Hvala vam. Naslednja stolnica, kjer sem se ustavila, pa prikazuje različne lesene izdelke. Z nami so letos prvič poezija lesa iz Šoštanja, Roman Dermol, pa je moj sogovornik, lepo pozdravljeni. Dobar dan. Torej, les, zakaj les? Tukaj vidimo je veliko slame, vi radi delate očitno z lesom. Ja, pri nas je tradicija že od starega očeta, je bil sodar, kolar in se nadaljuje tudi moj sin
se ukvarja z lesom, tako da smo vsi v lesu. Tudi žena družinsko se ukvarjamo z lesenimi stvarmi. In kaj najraje izdelujete, kaj prikazujete na svoji stojnici? Ja, največ imamo raznih izdelkov iz orehovega lesa, razne rezalne deske, manjših krožnikov, skledic. Imamo pa tudi lesene umivalnike, to je sin se s tem ukvarja in išče nove niše. To je ideja, ne? Ja, to je ideja, sicer je še malce, bi rekel, zgodnja, ker ljudje malo so skeptični, kako je z vodo in lesom, ampak tu so posebni primazi, ki zadostujejo tem pogojem. Kako pa je v Šoštanju? Imate možnost takih tržnic, takih sejmov? Najbrž so take prireditve vseeno priložnost, da pokažete svoje delo drugim. Ja, v Šoštanju je drugače bil znan sejm usnjarstva. Zdaj pa je ta malce propadal, tako da iščemo drugje. Tudi v Domžalah pa imate res v redu organizirano lepo. Tudi lep dan želim vama in srečno. Hvala lepa. Stop. Все по бабе. Ali ta lonček si gledaj. To? Tale lonček si hraj, da je zato, da je dobro, je pa tle imaš trikrat, da imaš lonček. Ja. 4 centi, to je dragoceno. Ne, cent na robe, to je v trgovinah pa jih je. Za ne? Čudo mi je, edin, če sem iskal na robe poštel.
Žalca. Pač moraš nekaj delati, da imaš neka sredstva, da lahko odpreš uspeh, drugače ne moreš iz nule. Ja, ni nikjer tako, kakšnih mest, enostavno. Ne. Zato, ker psihoterapija ne gre skupaj z farmacijo in z medicino in To je čez neki... To so skregani med sabo. Ker pač mi nismo lik za farmacijo, ne, mi smo bolj za pregovore in tako in oni pa držijo skupaj, da lahko pridajo. Mamica, kako? Prednost, kje bo to? Ja, taki so stopni, že stopni, imaš neki vej. Sem prišla boljše. Spet ustvarjale. Ja, spet. Ja, lepo se najde, hvala. Ja, se bom prišla še. Ja, To moram razmisliti, kam da se je pozanimal in je rekel, da potrebuje eno Če je pa samo za odpornost, je pa ena žlička dosta daljša. Čas je pa še uporaben? 6 mesecev, ki je enkrat iz skrine, to v hladilniku. Ker to je svež, da veste. Zdaj je pa še modna revija. Ja. Ja, zdaj je friško zrasla. Pogled, 1, 2, 3 odcvetila. Takšni dan je bila 10 centi večja. Tako hitro ravno ne,
Pohodice, evo. Ino. Ja, katero sta prišli z volčijo? A ne, da sta prišli. Ne sta bile, zelo prišli. Z vse sta prišli. Ja, lej, moja tima mesti je bila. To se doj pat. Ne veš, je bil. A ti ne, To se doj padlo, ne? Čist plesma je. Sem ga tega postavila. Ente mal, veš, ne, tam je tam malo pivote, kaj to je. A je še kar, a ta sta pila tam la. No, ta veš, sta pila vse. Marsikaj se je zgodilo v tem letu, kar se pa slamnikov tiče, pa obogatena ponudba, več torbic, več sekarjev, nekaj zadev. Vprašanje, ki bi zanimajo naše ekonomiste, česa gre največ? Še vedno standardno največ grejo slamniki. To je pač čisto klasika in pomeniškom baletstra klasika, tako da slamniki so gospodajni hit. Kaj to pomeni ekstra klasika? Je to slamnik v naravni barvi ali mogoče s pobarvano kito? Barvane oblike, recimo zelo rado se igram s širino krajcev, da v bistvu na neki klasični platformi naredimo nek moderen slamnik. Kako jih ponavadi okrasiš, samo s trakovi ali kaj več, kaj imajo tudi ljudje radi? Šipke so zelo trendi, zdaj že 3 leta opažam, da ogromno izdelkov s šipko, pa kakšni taki ekstra trakovi, v bistvu zelo individualno, kot si ljudje zamislijo, to pač poskušam realizirati. Kaj pa te posodice, to je tudi nekaj posebnega, zelo priročne. Ja, zelo priročne, pa tudi ekološke. Tukaj v bistvu jaz sem iz prakse doma, da imam špangice, pa gumice, pa kakve zadeve, pa drugačne. To vdiha, recimo, da je tudi kakšne mokre stvari daš noter, pa to se lepo normalno posuši. Tako da je zelo tak ekološki, lep predmet in pa zelo praktičen, karkoli lahko spraviš in je to. Ana, najlepša hvala. No, zdaj naprej pa na tvoji stolnici tudi slamniki iz modne revije, ki so tudi nekaj posebnega, tako da ti želim še lepo, ne preveč vročo soboto. Ja, hvala. So z nami tudi društvo Verjamem Bate in naša trgovinica, z mano pa je Zala Žnidarič, lepo pozdravljena Zala. Pozdravljeni. Torej, vi imate trdih materialov, če se malo pošalim, tukaj na vaši stojnici so prav posebni mehki materiali, ne? Tako je. Mi prodajamo v bistvu predvsem predelana oblačila, pa tudi recimo predpasnike, torbe, ruzake, drobižnice in še bi lahko naštevala. V bistvu skrbite za to, da ljudje ne omažemo preveč svojega planeta, ne? Ja, tudi to. Poleg tega pa z nakupom naših oblačil prispevate k razvoju našega društva, ki pa skrbi za vključevanje mladih z razvojno motnjo v našo skupnost. Kaj od tega, kar imaš tukaj, si ti naredila? Nam lahko kaj pokažeš? Je kaj takega tukaj? V bistvu to izdelujejo naši šivilje, tako da jaz sem tukaj kot prostovoljka, predvsem prodajam. Drugač pa mladi so pa vključeni tako, da recimo pometejo našo trgovinco, zlagajo oblačila, tudi tisto, kar dobri ljudje prinesejo, da lahko mi potem prodajamo ali pa predelamo. Oni lepo odnesejo noter, kaj zležijo, tudi račune tiskajo. Iz česa pa največkrat predelate kakšne stvari? So tole džins stvari, glede na to, da imate tukaj kar nekaj takih zelo luštnih džins, kosov in torbic. Ja, največkrat je džins. Predelamo
pa tudi iz drugega blaga, predvsem, pa tudi iz zaves imamo recimo vrečke za sadje. To predvsem. Čisto plastični zdaj, ne? Ja, tako je. Pa še upere se jih lahko, tako da je res zelo uporabno. Zala, najlepša hvala za tale pogovor. Najlepša hvala tudi vam. Moja naslednja sogovornica pa je že Zdenka Trobec-Milanović, članica Društva rokodelcev, Rokodelski center Moravče. Lepo pozdravljeni. Dober dan vsem. Kako se imate? Je prevroče ali ste tukaj le dobro v senci skriti? Zjutraj je bilo kar malo vroče, ampak zdaj se je pa to krasno ohladilo, tako da je prav prijetno. In s čim se Rokodelski center Moravče danes predstavlja na Slavnikarskem sejmu? Jaz sem sicer najbolj klekljarica, ukvarjamo se kot društvo, pa ko pravijo, ni da ni. Z vsem, zdaj trenutno je najbolj živahno pletenje, z vseh materialov različnih, drugače pa delamo iz krep papirja, iz cunc, šivamo, pletamo, kvačkamo, klekljamo. Kovinarimo, recimo izdelke iz kovine delamo, iz lesa, iz vseh mogočih materialov. Glavno vse zelo pestro izbira naših izdelkov. Omenili ste klekljanje, je še to znanje prisotno pri vas in kako je pri naših generacijah? Še vejo, kaj to je? Osje še klekljanje je, se mi zdi, ker malo v porastu spet. Zato, ker zdaj v zadnjem času, zadnja leta se mi zdi, da tudi je več takih žensk, ki to znajo, ki obvladajo, kot se reče, da delajo prav. In se mi zdi, da je to kar v napredovanju. Je veliko zmeraj več klekljarjev, tudi na tistih področjih geografskih, kjer se klekljalo včasih ni. O čem pa vas danes najbolj sprašujejo obiskovalci sejma? Zanimajo se za vse izdelke, kar jih tukaj predstavljamo. Malo pogledajo klekljanje, malo se zanimajo za uhančke, recimo, za pletanje, za kvačkane izdelke. Tako vsake stvari ponimajo. Najlepša hvala za tale pogovor in lepo se še imejte. Hvala enako. Natančni dva kitarista, ki pripravljata vsak svoj nastop. Do takrat pa še nekaj minut, samo toliko, da pripravimo oder. Pavlin, kako se imate danes tukaj? Mislim, da smo kar vsi v redu in prav ponosna sem, da so se naše noše obleke kljub vročini. Moram povedati, da društvo obstaja že drugo leto, imamo 20. obletnico, čeprav bi lahko rekli, da smo tako stari kot odbor držali. Samo nismo bili registrirani, ker smo prej bili podružnično društvo Domžale, no, sedaj smo pa že 20. leto samostojni. In moram reči, da naše društvo, hvala Bogu, dobro dela, vse pridne delavce imamo in kot vidite, ohranjamo tudi kulturno dediščino. Danes predstavljamo te kozovčke, ki jih dela naš gospod Jasenovc, potem naš Drnulovc predstavlja pletenje, kit in ostali košar. Imamo tam pridno deklico Karpleto Kralova, ko nam je zličkanje dela pred prašnike in seveda tudi vnuki letos naredila, ki ga prvič vidimo. Potem imamo tam pridno Mojco, ki dela pa z Franko, nitko, vse okraske od Vuhano in Brisu in tako dalje. Moram reči, da je naše društvo bilo še bolj aktivno, če bi imeli svoje prostore. Za te prostore se borujemo že veliko časa, se v občini Domžale ne najdejo prostora. Hvala vam za povabilo in se vidimo drugo leto. Bravo, Olga, bravo. Hvala pogovor in lepo se še imete, upam, da najdete da vam bodo tudi pridružili in prostore. Hvala lepa. Bravo. Hvala Rezini kuhinji za palačinke.
ga, kdaj ga nosite, a vam pomeni zaščito ali je možno dodatek? Jaz ne nosim tega. A lahko Dajmo Marjučo, ajde. Dosti želite? Maša Petrjana, prebrez. Čaki, ena zadnja, kako je to, ja. Se pravi, gospa, samo še dve, pa nekaj zadnja, ena. Dana, žalost, sorry, glej, ne bo znesel. Stojnica, kaj ne, Primož, tukaj predstavljate izdelke iz slame, pa ne tiste manjše, ampak tiste prav velike. S čim se predstavljate? Ja, danes se predstavljamo z pravo pristno štajersko, sicer streho, slamnato, senčnikom, pa seveda nam manjka posteljnina, ki je v vzorcu slame, maha, tako, tu nam je danes pač v ponudbi, da vam predstavimo. Je pa nekaj rokodelskega dela, ki ga tudi lahko pokažem, prezentiram, nekaj izumrlega že sicer. To je pa to. Kje ste se ga vi naučili? Ja, jaz sem imel pa srečo, da sem na starejšega človeka naletel, ki je to znal delati in mi je pokazal. Zdaj pa to delam z njegovim sinom in to je Janez Gonar. Kako primeren material pa je slama za streho? Zelo, ne? Zelo. Kot prvo je naraven, zelo dobra izolacija, tudi trajnost je kar dosti dolga, cirka 25-20 let, če je dober naklon, tudi dolg. Fajn je spati na slam, pod slamo, tako da... Ampak najprej v ljudih še vedno kaj nekaj stereotipov, predsotkov, kako, če slamo nič ne pušča voda in potem takega, se srečujete s tem? Se srečujemo, ampak ko se pokaže, pa proba, se vidi, da to res drži, ker je res velik lukenc, res morej, težko pridejo voda skozi. Je pa to mehen, bolj debela streha, ima vsaj 20 cm do 25, tako da vsako leto ne bi pobralo 1 cm, tako da življenjska doba je ta 25 let. Kako pa je spati na balah, na slamnati posteli? Ja, boste probala. Bom, evo. Tako mi pa se pripravljamo na nadaljevanje našega programa ob 14. uri. Kot veste, sledi regijsko srečanje pihalnih orkestrov Gorenjske. Malo slovenščini, pa pol se ne razumete, ne? Če ne bom pa pol še. Do zdaj sem pa pri stojnici naših gostov iz Srbije, iz Slavanputa, gospa Marija in Biserka sta tukaj. Lepo pozdravljeni, Marija, kako ste danes? Hvala, pozdrav vama, odlično smo ovdje, lepo se osjećamo, prijatno nam je, rado dođemo. Radi se vrnete torej. Kaj danes predstavljate? Najbrž nekaj takega kot že pretekla leta ali imate tudi kaj novega? Pa mislim da nemamo novoga, uglavnom je to ono što stalno radimo, to su sitne minijature, slike od slame, razni ukrasi u obliku rajfova, šnalica, broševa, lančića, magnetri, kutice za nakiti, pa svašta nešto. In vaši kupci so to tudi mlajši, starejši, kako? Nema određenih, ima i dece, i mlađih, i starijih, i svih uzrasta. Kako skrbite, da se ta vaša tradicija ohranja v Vojvodini?
kako se trudimo da zadržimo tradiciju na koji način. Ajde, imamo društvo koje... Pa imamo društvo koje 72 godine postoji i stalno imamo podmlatka, to je mlađih članova, rašireni smo, putujemo, predstavljamo se, dolaze nama gosti, radimo radionice na kojima pokazujemo šta sve znamo i tako. Jednom tjedno se sastajemo? Sastajemo se jednom tjedno i dopunjujemo se. Najlepša hvala za pogovor. Mislim, da nam ga ni treba posebej prevajati. Lepo se imejte še tukaj v Domžalah. Lepo soboto. Hvala. Neke stvari se šta si se snimao? Da ima autentično.